Če se spomnite slovenske pomladi, kako danes se imenuje to obdobje, pa ni bilo samo obdobje slovenske pomladi, ampak obdobje pomladi vseh teh vzhodnoevropskih narodov, teh narodov, ki so nekoč trpeli pod komunizmom. Takrat so našli, če hočejo, da ostane Jugoslavija, prvič treba storiti vse, da Slovenija ne bo močna, da ne bo vojaško močna, da ne bo imela orožja, kajti potem, če ti nimaš, kako so že včasih rekli, blagajne tošena, pa če nimaš puške, ne moreš imeti države. In to je bil ena teh pomembnih poti, da bi samostojnost Slovenije preprečili, da so enostavno razorožili. Socializem, odnosno komunizem je bila totalna oblast. Smo kraljevina, Ljudvik 14. kot rekel država, to se ne stoji, ni bila nič proti komunizmu, ko so dobesedno vse obledvali. Odločili so se za taktiko prezimitve, takrat so se začasno mrtnili, prezimili, potem so računali in se bo zopet vrnili. Zato so torej uničili arhive, ostalo je niti 10%. Mi smo bili leta 82 in 83 tako globoko na dnu, to so redukcije, elektrike, nafte, padne pad, da ne govorimo o hrani, folje pa to. Takrat smo mi dobili, ker smo bili še strateško pomembni za Zahod, cirka 5 milijard dolarjev pomoči mimo, rekel, mednarodne banke, Svetovne banke, tako naprej. Kajti 79 leta, ko so se zastavila, to je posojila, so se zastavila zato, ker Jugoslavija ni bila ostanjena plačevati kreditor. Ker v bistvu 88 leta, ko so se ponovno začela pogajanja z mednarodnim denarnim skladom, je Kučan vatacno rekel šefom UDBA in milice, zdaj so pogajanja z mednarodnim denarnim skladom, če ne bodo uspešna, bomo imeli vojni komunizem. Se pravi, 88 leta bi šli spet na karte, kruh, živila je bila na karte. To je bilo grozljivo, nesposobno gospodarjenje. Leta 2012 so bili v Srbiji okroglo mizo o vlogi JNA pri propadu Jugoslavije. Tam je en srpski intelektualec, debata je bila na zelo visokem nivoju, mi nekako samo sanjamo, da bi naši intelektualci dali naredili analizo, kako je ta Slovenija sploh nastala odnosno propad države, in rekel, ko bodo odprti arhivi JNA-ja, se bo še videli grozljivke, kaj nadar vse piše. Vsi smo bili zabeleženi z imeni in priimki, da bo, ko bo signal za izredno stanje, da smo zaprejo, likvidirali ali karkoli. Skratka, tudi te volitve, ki jih danes jemljamo kot nekaj samoumevnega, so bile hrabro dejanja. Na YouTubeu danes najdete dobesedno vse, kar hočete, kajti jug je glede tega bistveno bolj odprt v smislu analize, kako je deloval komunizem ali pa bivša Jugoslavija kot Slovenija. Mi smo, kar se tega tiče, hermetično zaprti. In tam imaš ogromno teh zadev. In tam imaš tudi intervju z visokim uslužbencem UDBE, prav 87 leta v Karađorčevu so se dobili in so gotovili kaj? Da bo komunizem propadel, da je bil že Gorbačov na vlasti, vemo, da je bil stvar kolapsirala, ekonomsko sploh, ne? In to je bila gotovitev. Drugo je, da ga oni ne bodo branili, ta poredak, ne? To so bili uslužbenci UDBE, verjetno partijci, ali pa navadni člani v tem pojma niso imeli, ono prostodušno govori. Tretje je, da bojo sprejeli novi poredak, kakšen koli pa že bo, ampak da bojo v njemu igrali javno vlogo. In to je danes Slovenija, 100% na osnovi teh besed, kot jih je on izjavil. Vi morate vedeti, kako deluje partijska ali pa totalitarna oblast. Prvo je državni aparat, potem je partijski aparat, potem je tajna policija, potem je pa šef partije. In 90 leta je na videze nastopila samo partijska oblast. Vsa državna je ostala, vsa tajna policija je ostala in to. In mi, 136 poslancev Demosa, pride v to situacijo. Že prvi dan smo mi imeli sejo do 4 zjutraj, ker so se kot levi borili, da bi ključne funkcije, se pravi predsednik skupščine, predsednik izborov, prevzeli oni, ker so hvatili, če mi smatramo, da gremo spat ali domov, da bomo v manjšini in da bi oni prevzeli. Vsi poslanci Demosa smo ustrajali v zadnje ure, do 4 zjutraj, da smo izborili svoje vodstvo. Prva zmaga je bila zagotovljena. Druga zmaga, ko smo v bistvu imenovali vlado, ki pa vemo, da je bila 80-članska in da je bilo samo 2/3 v bistvu naših ministrov pokojno. Ostalo so bili tudi še komunisti. V Trgovnik nas je bilo 45 poslancev v čistem parlamentu, samo 3 smo bili Demosa. Kako krhki smo bili, ko smo prišli gor in pozneje tudi naredili državo. Ni bilo ena euforija, zdaj bomo pa komuniste, ne vem, spravili v zakona in karkoli, ampak je to bilo en
kao mirni prehod oblasti, kot je bili v normalni demokratični državi. Taka vojska je javno rekla, da ne priznava volitev ne v Sloveniji in Hrvaški in je non-stop grozila, da nas bo zaprli. Tudi mi, ko smo bili na oblasti, odnosno ko smo bili v parlamentu, pa to nikoli nismo vedeli, da je opadla komanda, da hoče nekdo v parlamentu in da nas bo zaprli. Kdo bi nasprotoval deklaraciji za mir? To se jaz slišim nekaj plemenitega dobrega. V samem bistvu pa je pomenil enostransko razložitev Slovenije. To vem tudi sam, mislim, da tudi v beli knjigi. Janez Janša napiša neko ostro pismo, interno pismo članom predsedstva, no in takrat je potem čudežno ta tema izginila z vseh medijev. Sprav, ta deklaracija za mir, to je bilo za poslance Demosta čisti šok. Ne? Da vrhovni komandant vojske, ki je v bistvu še ni, s katerim to vojsko razpusti, ob tem, da je on že vedel, da bomo napadeni. Mi smo na tajni seji januarja meseca Republiške skupščine že imeli informacijo, da je JLA pripravila državni udar. Prva varianta je bila, da samo zasede meje. Druga, bolj grozljiva, plan B je bil pa ta, da bojo spadajsko brigado iz Niša in bataljon vojne policije iz Beograda od 85. leta naprej, pa tudi profesionalne vojake. To je so malo ve. In padajska brigada iz Niša je bila vojska profesionalcev, bataljon vojne policije, to je ta vojska profesionalcev. In ta plan B je predvideval, da jih bojo pripravljali v Slovenijo, del te brigade so pripravljali v Cerkve in da bojo zaprli kolini pri Ljubljano, zaprli kompletno skupščino, našo vlado in zaposili ključne položaje. Potem je vprašanje bilo, kaj se bi odvijali naprej. No, ta plan B, tudi zaradi tega, ker Sovjetska zveza ni nudila pomoči, je v bistvu padel vodo. Levica je precej dobro vedela, da če ne bo slovenske vojske, potem tudi samostojnosti ne bo. Če ti nimaš puške in nimaš denarnice, kot sem rekel, blagajne, potem ne moš imeti države. Se je že ustanavljala manevrska skupina po zaslugi gospoda Krkoviča in Janše, to moramo vedeti. Ta dva človeka sta z tega velika, kar se tiče varnosti slovenske oblasti, izjemno pomembna, ker tudi za milico, odnosno policijo, nismo vedeli, ali nas čuva, ali bo po komandi komunistov, ko bo prva komanda zboj zaprl, nismo nikoli to vedeli. To tudi gospod Krkovič pravi, to je bila v bistvu samo razorožitev. Kajti po zakonu in ustavi bi za to komando, odnosno ta ukaz, morala biti dva podpisa. Pa Kučan praktično bi rekel, takoj tisti dan rekel, kršite zakon, mimo enega podpisa, ustavite odzem orožja. Pa ga ni. Z tega vidika je on daleč največji krivec za ta odzem orožja. In če ste gledali pred leti oddaje od Niko Kavčiča, Sporedna ekonomija, in bilo vsakomu Slovencu jasno, kako je stvar delovala in še deluje. Dejstvo je, da te udbovske firme z Genexom na čelu in vse ostale so danes, prej bila ena firma, danes jih je 100 ali več. Krade nas del udbovsko-partijske elite, ki je že v prejšnjem sistemu poznal, kako deluje tržna ekonomija. Vi morate vedeti, da mi smo imeli vedno usporedni sistem. Eno so se vidijo samoupravljene, ker so nam govorili te neumnosti, odnosno so morali fabrike delovati po tem zakonu, drugo je bila pa udbovska ekonomija, ki je delovala po tržni zakonitosti. In oni to obvladujejo, oni so svoje ljudi že zdavni pošiljajo na zahodne univerze, da vejo, kako delujejo delnice, davčne razne in to naprej in to naprej. To so vrhunska znanja, ki se oni vladajo. Takšna sogovornika je seveda smiselno vprašati, kakšen pomen pripisujeta letošnjim državnozborskim volitvam in kako ocenjujeta sedanje razmere v naši državi. Ja, te volitve bodo tako pomembne, kot so bile leta 90, ali pa še mogoče bolj. Skratka, preko volitev v demokraciji se rešuje država ali pa država usmerja v to ali pa drugo smer. Jaz le pričakujem, da bo relativna zmagovalka volitev Slovenska demokratska stranka, ki bo, s pomočjo ostalih strank, ki razmišljajo kot naša stranka v smislu domoljubja in ki poznajo vse probleme, ki nastajajo v tem momentu v tej državi, tudi kdo je kriv za te probleme, odnosno ozadja teh problemov, da bo skupaj s temi strankami tvorila koalicijo, ki bo potem formirala slovensko vlado, ki bo predvsem skrbela za slovensko državo, slovenski narod in v tem turbulentnem svetu, ki nas obdaja, ogromne nevarnosti, kot smo že rekli, usmerila to barko v pravo smer. Dejstvo pa je, da postavljajo stanje, v katerem lahko najmanjša stranka izsiljuje
in v bistvu vodi vlado. To ste imeli priliko v tej državi že večkrat videti. Lahko gledate samo primer Karla Erjavca in ostalih teh malih strančic, kadarkoli. In kako v okviru tega sistema? Dovolj glasov mora dobiti določena politična opcija, da jo ni mogoče izsiljevati strani malih strank. Slovenija je edina država, kjer je upokojenska stranka s Karlom Erjavcem na čelu tudi v vladi. Imamo 2-3 države, ki so upokojenske stranke v parlamentih, ampak vedno v opoziciji. Pri nas je pa ta stranka že več kot 10 let v vladi in njena glavna skrb naj bi bila skrb za upokojence. Dejansko so pa ti upokojenci v najslabšem možnem situaciji, ki so lahko. Vi morate vedeti, da je povprečje Evropske unije, ko daje v bistvu za pokojnine delež bruto proizvoda 14%, mi imamo pa manj kot 11%, odnosno padamo. Ob tem, da je 100 000 upokojencev revnih. In Erjavec javno pove, da je zdaj stranka vseh Slovencev, se pravi, upokojence je pozabil in jaz upam in verjamem, da upokojence to vidijo in da ga ne bodo volili. Kajti pogoj je, da bo ta Slovenija zaživela, da ta stranka izpada iz parlamenta. Velik problem je Slovenska vojska. Če tukaj gledate, so v veliki meri na vodilnih položajih ljudje, ki so v obdobju slovenskega osamosvajanja niti niso sodelovali, in dejansko je vedno več ljudi se pojavlja, ki imajo korenine izven Slovenije in zaposluje se v Slovenski vojski ljudi z dvojnimi državljanstvi, kar po mojem prepričanju ni pravilno. Tudi to, da je bila pred dnevi srbska vlada na skupni seji v Sloveniji, to je zlovešče. Vi morate vedeti, da leta 1989, ko so objavili trgovinski embargo, so nam zaplenili, vemo, Pekotovo prodajalno, pa to kup tega premoženja, ki ga še danes nismo dobili. Tudi ta razdružitev premoženja še ne velja. Tudi Srbija ima še trdno roko nad arhivi, kljub stvari, ki jih mi zahtevamo, oni ne dajemo, a dejansko se dogaja prekrita srbizacija. Pa tudi, če gledamo na druge polja življenja v Sloveniji oziroma na druga področja, dogaja se, da zaradi ekonomske situacije, do katere smo prišli, zaradi težkega zaposlovanja, predvsem mladih, perspektivni, kvalitetni kadri, slovenski kadri, Slovenci bežijo v tujino, si tam iščejo prostor pod soncem, seveda ta prostor pa zaseda nekdo drug in veliko je ljudi iz bivše Jugoslavije, ki iščejo ta prostor pod soncem tudi v Sloveniji. Kako svet deluje, kako država deluje, zakaj so nekatere države uspešne, zakaj nekatere niso uspešne, vse to vemo in vidimo. Stvar je samo volje, zdrave pameti, domoljubja in srca. In potem gre zadeva v pravo smer. Slovenski narod je pa izjemno priden, izjemno sposoben, mi smo tle vrhunski, tako v športu, kot v umetnosti, kot znanstveniki. Torej, z tega vidika se ne bojim za prihodnost slovenskega naroda, ampak problem je v tem momentu, da nam državo vodijo tisti, ki jim to ni mar, odnosno ki so, podaljšana roka, če hočete, sredstva iz ozadja.